V zemljiško knjigo se vpisujejo lastninska pravica, druge pravice in nekatera pravna dejstva v zvezi z nepremičninami. Na stanje v zemljiški knjigi se lahko vsakdo zanese. Izpise iz zemljiške knjige lahko vsakdo brezplačno pridobi prek portala e-sodstvo. Boštjan je od Maje kupil hišo. Za plačilo kupnine se je na banki dogovoril za kredit, zavarovan s hipoteko. Oba posla se dokončno izvedeta šele z vpisom pravic v zemljiško knjigo. Predlog za vpis stranka vloži pri notarju, lahko pa tudi sama prek portala e-sodstvo ali na zapisnik na sodišču. Listine, ki se priložijo predlogu, pa mora v elektronsko obliko pretvoriti notar. Ob tem nastanejo stroški sodne takse in notarskih storitev. Za prenos lastninske pravice sta Boštjan in Maja podpisala kupoprodajno pogodbo, ki je vsebovala tudi zemljiško-knjižno dovolilo. To je izjava, s katero Maja izrecno in nepogojno dovoljuje prenos lastninske pravice na Boštjana in je pogoj za vpis v zemljiško knjigo. Maja je morala plačati davek na promet nepremičnin in overiti svoj podpis na zemljiško-knjižnem dovolilu pri notarju. Boštjan je moral kreditno pogodbo, ki je vsebovala zemljiško-knjižno dovolilo za vpis hipoteke v korist banke, podpisati na naroku pri notarju. Vse potrebne listine je notar pretvoril v elektronsko obliko in na sodišče poslal dva predloga, za vpis lastninske pravice in za vpis hipoteke v zemljiško knjigo. Sodišče je pri nepremičnini takoj po prejemu predloga vpisalo plombo, ki označuje, da v zvezi s to nepremičnino poteka zemljiško-knjižni postopek. Sodišče odloča o vpisih in opravlja vpise po vrstnem redu, kot je prejelo predloge. Če jih je več, najprej odloči o prvem, nato glede na novo stanje odloči o drugem in tako naprej. Dokler zemljiško-knjižni postopek ni končan, so podatki o predlogu javno dostopni prek portala e-sodstvo, na sodišču pa si je možno ogledati tudi listine, ki so priložene predlogu. Sodišče nato pregleda predlog in listine. Če listine upravičujejo predlagani vpis, sodišče izda sklep, s katerim dovoli vpis pravic v zemljiško knjigo. Sodišče je predlogu ugodilo ter oba sklepa o vpisu poslalo notarju in strankam v postopku. Če stranke ne bodo vložile ugovora, bosta sklepa o vpisu postala pravnomočna, v zemljiški knjigi pa se bo izbrisala plomba ter vpisala prenos lastninske pravice in hipoteka. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.